Resnični nauk ni toga navezanost na postavo, ki lahko uroči kakor ideologije, ampak je razodetja Boga, ki se vsak dan bolj pusti najti tistim, ki so odprti za svetega duha. Tako je odmevala osrednja misel homilije papeža Frančiška, ki jo je imel med jutranjo mašo v kapeli doma svete Marte 6. oktobra. Besedno bogoslužje tega dne govori o svetem duhu, ki je velik očetov dar, je moč, ki cerkev spodbuja k pogumnemu izhodu, da bi prišla na vse konce sveta. Duh je protagonist tega iti naprej. Brez njega je zaprtost, je strah, je poudaril papež Frančišek in ter nadaljeval, da se navezanost na postavo ne meni za svetega duha, ne dopušča, da bi moč Kristusovega odrešenja prišla naprej svetim duhom. Res je, da imamo zapovedi in jim moramo slediti, vendar pa vedno v milosti tega velikega daru, ki nam ga je dal Oče, kar je dar svetega duha. Tako lahko razumemo postavo, a duha in sina ne smemo omejiti na postavo. To je bil tudi problem ljudi, ki so zanemarjali svetega duha in niso znali iti naprej. Bili so zaprti v predpise. Mora se narediti to, mora se narediti ono. Včasih se nam lahko zgodi, da pademo v to skušnjavo. Učitelji postave čarajo z idejami, je nadaljeval sveti oče, kajti ideologije uročijo in tako Pavel začne. Nespametni Galačani, kdo vas je uročil? To so ljudje, ki pridigajo z ideologijami, govorijo, kaj je prav, uročijo, vse jim je jasno, a Božje razodetje pa ni jasno. Božje razodetje se vsak dan nahaja na poti in je zelo jasno, a moramo ga najti na poti. Tisti, ki mislijo, da imajo vso resnico v rokah, niso nevedni. Pavel pravi še več, so nespametni, ker so se pustili uročiti. Sveti oče pa pridigo sklenil z besedami, mi pa se danes v enem od trenutkov današnjega dne lahko vprašamo, ali se ne menim za svetega duha. Je to, da gremo nedeljo k maši in delam to in ono dovolj? Je moje življenje na pol, mlačno življenje, ki žalosti svetega duha in v meni ne pušča moči zaiti naprej? Je moje življenje stalna molitev, da bi se odprl svetemu duhu, da bi me on tako vodil naprej z veseljem evangelija in mi dajal razumeti Jezusov nauk, resnični nauk, ki ne uroči, ki nas ne naredi nespametnih. Ta nauk nam daje razumeti, ki je naša slabost, ki žalosti duha. Vodi nas naprej, tako da tudi mi prinašamo Jezusovo ime drugim in učimo pot rešitve. Naj nam Gospod podeli to milost, da bi se odprli svetemu duhu in ne bi postali nespametni, uročeni moški in ženske, ki žalostijo duha.